če prav razumem, je brat dosti zgodaj umrl. Ja. Iskreno ne najlažje, revščina, težave finančne in tako naprej. Tudi sami odnosi niso bili najlepši oziroma ni bilo najbolj mirno otroštvo, tako bom rekla. Ne da se, ne, to ni res, vse se da. Lani sem šla prvič sama na kavo v center Ljubljane s tako anksioznostjo pa tesnobo, da ne znam povedati. Je krasen pripovedovalec zgodb. Eno zanimivo pohvalo si nam takrat dala, ko si zaključila NLP praktik, in to je, da so se ti epileptični napadi zmanjšali za 75%. Ja, ker pri epilepsiji je tako, da to je glava, psiha glava. Lepo zdrav in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Moje ime je Aleksandar Šinigoj. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Z nami je danes Tina Blažič, ki je nekdanja evropska podprvakinja v bodybuildingu, je tudi osebna in prehranska trenerka in naša NLP-evka. Tina, dobrodošla. Živijo, hvala. Kako si šla na to pot, da si se začela ukvarjati z osebnim trenerstvom? Kaj te je tako povleklo? Prišlo je v bistvu po tistem, ko sem začela tekmovati v bodybuildingu in enostavno sem videla, ok, jaz se v tem vidim. Videla sem tudi, kakšne prednosti je to pač prineslo v moje življenje in potem enostavno jaz sem šla naprej po tej poti. Se pravi, najprej sem sama malo trenirala, potem se veš, začneš prijateljce in tako naprej in sem videla, ok, jaz v tem res ful uživam. Še bolj sem uživala, ker sem videla, da so oni dobili oziroma uspeli narediti neke rezultate, tako da potem je bilo to. Kdo te je navdahnil? Si videla kakšen film ali si kakšno osebo? Ne, dejansko ne, da bi bilo tako pač, da bi imela zelo v spominu, je bil prav nek trener. Mislim, da dejansko je bilo čez to mojo strast, da je prišlo, no. Ker je res vse tako lepo stekel in nekako sem se potem najbolj v tem videla. Kot mlada si šla že skozi številne preizkušnje, med drugim tudi boreliozo, ki je vplivala na kar nekaj zdravstvenih situacij v tvojem življenju. In oba s bratom sta tudi kot srednješolca rabila delati, da sta lahko zaslužila za učbenika in se sploh šolala. Ja. Kako je bilo to tvoje otroštvo? Povej nam malo več. Iskreno ne najlažje. Že prej na osnovno šolo in tako naprej je bila kar precej, bom rekla, revščina, težave finančne in tako naprej. Tudi sami odnosi niso bili najlepši oziroma ni bilo najbolj mirno otroštvo, tako bom rekla, no. Tako da potem je 15-16 let sem začela zraven pač šole delati, takrat smo se mogli še malo skrivati, če bi kakšna inšpekcija prišla. Tako da ves čas delati, potem v bistvu je bilo še ta težava, da brat kasneje tudi ni dobil službe, ker je imel hudo epilepsijo, ni imel tudi vozniškega izpita, v tem času je tudi mama izgubila vozniški izpit, isto zaradi epilepsije. Tudi ona je delala samo po 4 ure in to je bila res nizka plača. Tudi ločitev je bila že vmes in enostavno je bila kar taka velika teža, da sem poskusila čim več dela, da sem potem še finančno doma pomagala. To si šla v bistvu v šolo in popoldne v službo? Ne, ni bilo vsako popoldne v službo, zaradi tega, ker smo imeli tudi doma še kmetijo pa vinograd, tako da če se je le dal, sem največ delala za vikende, pa seveda cele počitnice potem. Tako da je bilo pestro, ampak smo. Brat je v bistvu delal v mrtvašnici. Ne, to je pa v bistvu sestra, je bil ta primer, da taka, no, pač, dajmo temu reči,
taka izjava je bila mogoče malo v hecu, mogoče malo zares takrat od očeta, ker je rekla sestra, da rabi zvezke za srednjo šolo, pa je rekel, ja, lej, srednja šola ni obvezna, pa je delat, ne, pa boš zaslužila za zvezke. In je takrat dobila v bistvu prvo tisto dijaško delo v mrtvašnici, oziroma ni bilo mrtvašnica, ampak v domu starejših občanov. In v bistvu pokojni, ki jih je bilo v bistvu treba potem očistiti, pobriti in tako naprej, to je bilo v bistvu njeno prvo delo. No. Verjetno danes marsikater pri 15 ne predstavlja, da bi šel to delati, tako da je v bistvu ona zaslužila in potem še meni pomagala zvezke kupiti, tako da ja, sestra je bila kar tak velik support. No. To je starejša sestra. Ja, starejša. Čeprav razumem, je brat dosti zgodaj umrl. Ja, tako bil je star 25 proti 26 bi bil, jaz sem bila pa takrat, mislim, da je 21, nekaj takega. Ja, je v bistvu umrl. Enkrat so rekli na obdukciji, da je bil razlog zastoj srca, ta druga del obdukcije pa, da je v bistvu se zadušil med epileptičnim napadom. Tako da, jaz ne vem, sicer jaz, ko sem ga našla, prej bi rekla, no, da je bila mogoče odpoved srca, ker je imel dosti tako meren obraz, ker ponavadi po napadu si tak utrujen, tako da ne vem, ampak ne moreš pa vedeti zagotovo, ne. Sem sicer probala oživljati, pa vse takrat, če misliš, najprej ti vnosema sam epileptični napad, ga dam na bok in bo to vse okej, tako kot je vedno, ampak ja, potem je v bistvu, sem bila no že prepozna, je bilo v bistvu je že umrl takrat, ko sem prišla. To se te tebe takrat dotaknilo? Ja, definitivno, sicer mogoče je bilo ravno teže iz tega vidika, ker sestra že ni več živela doma, v bistvu smo bile same z mamo, ogromno dela, vinograd smo še vedno imele in seveda mamo normalno podre totalno in v bistvu sem jaz takrat spet malo prevzela to vlogo oziroma se čutila, jaz moram poskrbeti, da delam, jaz moram poskrbeti, da sem za mamo tolažba in seveda valjda vse bi se razjokala milijonkrat, ma sem vedela, da ne morem pred mami, ker je bila v bistvu že mama čist fertik, ne, in potem kljub temu si, star 21, še vedno na nek način otrok, ker ni tvoja naloga, da držiš vse po koncu, ampak takrat sem jaz rekla, ne moram zaradi mami in v bistvu to prelagaš leta in leta, držiš vse, tako rekoč, ne, pa mislim, da sem se še potem čez leta, pa tudi, če rekla, mogoče še lansko leto večkrat s tem, da rabim neko vlogo prevzemati, ne vem, očetovsko, partnersko, karkoli že, ne, se pravi, več čas sem imela tisti občutek, ne, jaz moram biti rešitelj, ne, tudi takrat že, ko gre stran, pa ne rabiš več, ne vem, mami pomagati ali pa v tem smislu, ne, tako da ja, v bistvu je bilo kar težko, no, ker ni bilo tega, da bi jaz lahko nek način žalovala, jaz sem šla takrat, ne vem, 2-3 dni po tistem naprej delati, ne, in tudi mislim skrivala, marsikdo niti vedel ni, kaj se je zgodilo, ne, ampak jaz sem imela tako, ne, jaz pač zdaj moram, ali bomo propale, ne, ali pa gremo naprej, ne, da je bila taka, ja, pestra izkušnja. To, da prevzemaš pol vlogo ali pa da ti rešuješ druge, si rekla, da se tudi potem kasneje v življenju počela. Torej, ko vidiš nekoga, je tvoja prva misel, kako ga bom rešila? Ja. In recimo to je bilo tudi mogoče v samem začetku, dostikrat pri samem delu napaka, ker mene res ta drive, ko pomagam strankam, je meni res za dušo in potem probaš vse narediti in sem se recimo, ne vem, ja, kaj sem naredila premalo, primer, da neki stranki ni uspela ali pa karkoli že, ali pa da je ona odnehala, ne, in rešvat, ampak dejstvo je itak, na koncu je od osebe odvisen, koliko bo še vložila, ti jih lahko daš vse na plade, ne, se pravi, sem rabila kar nekaj časa, da sem jaz spustila, jaz sem naredila vse, kar je v moji moči, zdaj pa od nje odvisen, ne, to v bistvu in pa mogoče tudi dostikrat sem imela še tisti malo občutek, ne vem, zakaj se z nečim obremenjuješ, če poznaš vse tehnike, vse kaj pomaga, vse, ne, zakaj te še zmeraj to sprovocira, ne.
In potem sem v bistvu le dojela, no, oziroma mi je tudi coach rekel takrat, da delam isto, ne. Se pravi, jaz sem spet bila stroga do sebe v smislu, zakaj to delaš? Namesto da bi si mogoče rekla, v redu je, slišim te, vidim te, kul je, ta del je za tabo, zdaj delaš drugače. Tako da si, kadar se hočem kaj pojeziti ali pa skregati sama na sebe, se mi zdi, da mi to ful pomaga, da se ozavestim v tistem momentu, pa rečem, to obdobje je mimo, gremo dalje, ne. Je to, kar zdaj govoriš, tudi nekaj, kar prenašaš na osebne ali pa partnerski odnos? Sem imela v tem, zagotovo mislim, je bila to ena šibkost. Če zdaj gledam za nazaj, zakaj je bil določen odnos, ne vem, toksičen, kakršenkoli, jaz vedno bom rekla, za vse sta vedno kriva dva. Mogla sem iti veliko, tako pravijo, oso gre enkrat čez let, jaz sem veliko se pelala po ledu, ampak verjamem, da sem rabila to izkušnjo, ker so bili nepredelani vzorci, nekih stvari si ne priznaš in enostavno, tokrat rabiš iti čez, ne. Zdaj, ogromno je bilo tudi pri meni največ nesamozavesti, totalno nič verjela vase, jaz nisem upala ene stvari, ne vem, objaviti na Instagram, čeprav je bilo moje področje, če nisem partnerja vprašala, ki je bil tudi z tega področja, je v redu, pa je Sandoskrat rekel, Tina, si tudi ti delaš, ti obvladaš, v redu je, ne. Se pravi, vsako stvar, večkrat potrditev, ker doma tega ni bilo, mama tudi ni bila nikoli, rekla, samozavestna, karkoli že, nikoli nam ni dala prenesla tega. In seveda, če toliko let živiš v nečem, je to kar, dokler ne ozavesteš, dokler se ne odločiš, zdaj bo pa počasi treba ta del spustiti, ker trajno. Tako da zagotovo, sigurno potem marsikaj od tega prenašaš. V resnici doma v tvoji družini nihče ni bil nek fitness trener? Ali pa... Ne, kje, to je, veš, tis, ko sem začela na splošno, že tako v Trebnjem, Dolenjskem in tako naprej, to ni bilo toliko poznano, ne, kaki bodybuilding, kaj je to, ne, dej, pej tamle na nivo delati, seveda doma kmetija, kaj tu rabiš in tako naprej. In nikakor ni bilo to sprejeto, jaz tudi iskreno pa ni nobene, imam zlato mami, očeta, vse nobene zamere, ampak jaz podpore ali pa veselja, da bi za eno tekmo videla, nikoli nisem imela, ne. Tudi, ko sem prišla s pokalom, tudi od onih drugih tekem domov, je mami rekla, kaj je zdaj už normalno lahko pojedla južno, ali ne, bravo, ampak ona je pač tako funkcionirala, tako je dobila ona v otroštvu nazaj, ne, vse okej. Sem pa jaz rabila, mislim, da sem šele 8. leto spustila tisto željo ali pa pričakovanje, bom dobila eno pohvalo ali pa mislim pohvalo, valjda želi si, da je starš ponosen nate, ne glede na to, kaj delaš, ne. Tudi recimo iz vidika kakšnih bližnjih sorodnikov je bilo dostikrat, kaj si obsedena s tem, zdaj boš pa že nehala s to prehrano, oziroma vem, ko sem enkrat rekla, zdaj bo pa najbrž zadnja tekma, zdaj končno boš začela živeti, ne. Pa sem bila tako, zakaj živeti, saj meni je to toliko pomagalo, ne, in predvsem so bili pa, da sem sploh začela s tekmo, zdaj, ko nazaj gledam, toliko enih dodatnih še razlogov. Pustimo to, da je bilo primarno, da sem hotela hrano poštimati, ker sem imela jaz zelo beg v sladko, v to, in to je bila pač verjetno tudi po bratovi smrti moja tolažba, ampak zelo problematično s hrano. Ampak ostalo so bili pa begi oziroma želje, ki jih kot otrok recimo nisem mogla doživeti. Vedela sem, da če bom šla na tekme, da bom mogoče šla kam po Evropi, mi nismo nikoli nikamor šli, na nobeno morje, jaz sem šla neki letovanje prek Rdečega križa, ni bilo denarja, niti tega, ne. Želela sem si seveda, pa spoznaš neke nove ljudi, nekaj narediš na sebi, neko potrditev iščeš, ampak v bistvu, tako da vedno rečem, ne soditi, ker ne veste, kaj je v glavi nekoga, kaj je v ozadju, ne. Jaz vem, da takrat sem zdravila neko malo punčko, ki je hotela nekaj doseči, pokazati, pa nekam iti, in jaz, ko sem šla prvič, ne vem, v Prago, zame je bilo to wow, ne. Tako da nikakor ni bila obsesija s hrano, kvečen mi je dalo ogromno discipline, ogromno, ker če sem hotela, recimo, jaz sem to na faksu začela, faks zaslužiti za čisto normalno življenje plus za tekme, je bilo kar treba imeti urnik poštiman, ne. Vem pa, da mi je to največ dalo takrat. Torej na faksu si v bistvu še vedno delala zraven? Ja, to sem skozi. In zelo pazila na hrano? Ja. Trenirala in se učila? Ja. Tako da je bilo
Ampak ko imaš neki rad, jaz sem to tako rada delala. Po drugi strani pa enostavno se mi zdi, da tudi to, kar je bilo s financami, mi je bilo že tako normalno v glavi, da je pač treba delati, če ne vem, natankati avto, ne. Si tudi recimo za faks, vem, je kakšno čas zajebavala, kaj se tako ženeš, da imaš te 10, 9. Ja, jaz sem imela, če sem zaradi tega imela takrat 30-40 evrov več štipendije, ker sem pala, ne vem, kaj je bilo, 5% najboljših študentov, ali kak je že bilo, no. Ja, to je meni takrat pomenil za tisti moj bogi rdeč Clio en tank skor, ne. In zakaj ne bi, pač, ko je toliko malo gledaš, potem vsak evro. Da ja. Vse tem času potem, ko si dobivala te uspehe, pokale in tako naprej, so te na koncu pohvalili domači, ali si dobila kakšno pohvalo? Zadnja tekma, ki je bila 8. leto, ko sem, se spomnim, da je bilo prvič, sta mi sestra pa mami poslale video, kak navijo, pa kak so nazdravile s kozarcem vina za mojo zmago. In takrat se mi zdi, se je tako razjokala, ker je bilo, ne vem, kot neka teža, ampak je res, da to je prišlo, ko sem dejansko jaz pustila to pričakovanje. Ker sem si jaz rekla, lej, ne rabim pohvale, jaz vem, da vse je zagotovo in mami in ati ponosna name, tudi oče je na 60-letnicam tem svojim kolegom rekel, daj Tina, pokaž slike iz tekme. Prvič, nič mi ni bilo jasno, ne? Ampak dejansko je res, ko nekaj spustiš, ko ne iščeš potrditve, pa sam zaupaš, da vsak pač ti, ne bodo starši, prijatelji, kdorkoli že, pomagal, pa je vesel zate, kakor zna na svoj način, ne? In v bistvu, ko sem res rekla, lej, zame je bilo to toliko enih koristi iz vidika zdravja, posla, samozavesti vsega, da je to, ne. Zagotovo, pa priznam, sem se razjokala, ko sem videla tisti video, ne. Sigurno, no. Torej, ko si ti spustila in nisi rabila več nobene pohvale, se je dejansko pohvala zgodila. Ja. Ko si pa najbolj rabila pohvale, Ja. takrat, ko si, lej, a bo kdo opazil moj trud, takrat pohvale ni bilo. Sej to je recimo, mislim, tudi ne vem, sem videla potem ali v partnerskem odnosu, ali mogoče v družbi. Jaz se tudi recimo, če zdaj nazaj gledam, nisem se znala tako, bom rekla, imeti nek velik krog ljudi, oziroma se ta ne samozavest, pa vse, pa recimo, ne vem, nikoli nisem pripeljala domov dolga leta, še kot osnovno šolo, ali pa to, ko so imeli vsi te zabave doma, ki mi je bilo nerodno. Bila je res stara hiša in potem so te tudi malo iz tega vidika zajebavali, ali pa ne vem, so vsi hodili v kino, meni pač doma oče ni pustil, normalno, ne. In se nekako ne znaš v družbo dati in potem v bistvu igraš neko vlogo, sem zato, da si sprejet, ne. Saj še včasih, tudi ko si starejši, tudi če ti neki recimo ni do neke kave, danes, če bom recimo se počutila, ne vem, res nisem okej trenutno ali pa res sem utrujena, bom brez problema rekla kolegici, dajva prestaviti, in vem, da bo razumela. Vem, da ne naredim nič slabega s tem, recimo včasih bi pa vse narediš, da zadovoljiš, ne, nekoga, ampak pač traja, da do tega prideš, ampak Kaj so stvari, ki si jih naredila, da bi druge zadovoljila? Od kakšnih finančnih zadev do, to sem itak imela skozi, da če ti nekdo nekaj pomaga, moram jaz takoj 10-krat nazaj dati, povrniti recimo, ne. Ali pa če je šla neka pohvala, sem jaz takoj ali negirala to, vem, enkrat mi je prav stranka rekla, Tina, daj se samo nauči hvala reči, to je dovolj, ne. Tako je pač tisti občutek, da moram nekaj nazaj dati. Pa največ to, no, da tudi če se nisem tle okej počutila, pa če mi je instinkt rekel, ne iti, ne vem, tja, ali pa ne tega delati, sem vseeno šla, ne. Ker si pač želiš družbe, želiš biti sprejet, kakorkoli že, ne, kompenziraš na področjih, ki so najmanj pomembna v življenju, ne. V končni fazi je važno, da si ti miren, vse, takrat itak največ lahko daš ljubezni, največ prejmeš, ne. Tako da v tem smislu se mi zdi, da. Kaj še imel pol občutek, ko si naredila nekaj, kar ni bilo skladno s tabo? Si se potem žrla s tem, a kaj si čutila? Ne, niti ne. Se mi zdi, da sem dostikrat potem, ker ni bilo to od začetka, seš, vsaka stvar, ki ti je malo izven cone udobja, ni na začetku prijetna, ne, malo se še sprašuješ, a je okej ali ne, ampak potem pa vedno manj. Tudi ko tokrat je bilo dokaz, ali pa ne vem, vsaj pri meni, da res, ko nekaj vložiš, daš nekaj dobrega od sebe, ali pa greš čez sebe,
jaz verjamem, vesolje vrača nazaj. In potem so bile zmeraj neke take situacije, ki sem videla, ok, sem naredila, v redu je. In tudi take ljudi sem potem v svoje življenje privlačila, brez da bi se karkoli rabila dokazovati, da bi jih prepričevati, hočeš, ne vem, biti v moji družbi ali pa karkoli že ne. Tako da se mi zdi, da je v bistvu to, no, potem se vračali nazaj na take in drugačne načine. Je pa to zdaj se vse sliši, da sem jaz to pogruntala tako, ne, jaz sem rabila leta in leta, ne, pa res veliko dela na sebi, ne. Tudi iskreno takrat, sicer je tako, najprej rabiš, da ozavestiš, potem, da si priznaš stvari, pa je pa treba, pol se pa šele začne delo, ne. In tudi recimo takrat, ko sem štartala z NLP-jem, jaz sem primarno hotela to zaradi sebe, vedela pa sem, da so tehnike in vse, kar delam strankam, ker jaz si upam trditi, da nisem trener, ampak da sem coach, ker res hočem eno celo sliko, celotno sliko pomagati stranki, ampak ja, no, takrat mi je res pomagali in vem, da je bila ena ful velika prelomnica, res velika. Torej, kaj te je poklicalo na NLP? Jaz sem ta NLP srečevala, se mi zdi, da zadnji 2 leti, pa takrat tam, ko sem delala, vem, da ste imeli predstavitev in sem bila tako, tako se spomnim, da so bili vsi tam tako sproščeni, da je bila taka dobra energija, vsi z nekim podobnim, ne vem, s podobnimi izzivi, pa hkrati cilji oziroma tako, no, in potem se je to kar pojavljalo, potem pa ja, na neki točki sem vedela, ok, to sem že naredila, zdaj pa rabim pomoč. Rabim nek drive, vem, da sem to taka, da če me nekdo mal potisne, imam jaz potem, pol lahko grem. Sam včasih rabim mal ta push, ne, tako sem rekla, ok. In takrat seveda najbolj sem šla spet prek sebe iz finančnega vidika, ker pač to, kar si enkrat v tem, imaš skozi strah, če bom zdaj ta denar dala, kaj pa če bo naslednji mesec nekaj prišlo. In to je ful težko spustiti, ker potem ti je grozen dati za, ne vem, prvoščiti si eno masažo, to sem smela najbolj na svetu, slabo vest, ne vem, zrihtati zobe, karikiram, ampak ker si tukaj povezan s tem, kaj pa če naslednji mesec ne bo. In takrat je bilo prvič, da sem si rekla, ne, grem čez to, vem, da mi bo koristilo in vem, da tisti dan ko sem prijavnino dala, sem imela v tistem tednu potem 3 nove stranke. Ne, in tudi preko NLP-ja so potem prihajale nove stranke, tako da, ja, ta del je bil res ena, se mi zdi, da ful prelomna točka. Eno zanimivo pohvalo si nam takrat dala, ko si zaključila NLP praktik, in to je, da so se ti epileptični napadi zmanjšali za 75%. Ja, ker vse to je bilo glih tisto, ne, pri epilepsiji je tako, da to je glava, psiha glava, ne, in če ti ne znaš svojih misli umiriti, bo efekt slej ko prej se pokazal. In v bistvu pri NLP-ju čez vse te tehnike sem jaz videla, kaj meni osebno najbolj odgovarja, kaj mi pomaga. In eno je bilo to, da sem hitreje ozavestila ene stvari, ki sem videla, da me res pravijo s tira in pač potem, da na kak način se umakniti od njih. Drugo je pa enostavno, da verjamem, oziroma je zagotovo, no, vse je dokazano. Lahko si ti super fit, lahko izgledaš popolno, lahko treniraš, lahko super se prehranjuješ. Fizični del je eno, psihični je drugo. Ne? Oboje mora klapati. Lahko si pa v glavi super, pa vse pa samozavesten in tako naprej, ampak če pač ne vlagaš v telo, bo pač telo enkrat nazaj vračalo slabo, oziroma vse pride za nami. Tako da eno z drugim. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. S hvaležnostjo vas vabimo, da se udeležite naših delavnic. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da ste poslušali oziroma spremljali ta podcast in kako se vam je zdel. Ko recimo nekdo pride k tebi in prosi za pomoč, kaj je prva stvar, ki to osebo vprašaš? Ker zdaj imaš neke tehnike NLP-ja, s katerimi jim pomagaš postaviti cilje, imaš tehnike, kako se ljudje naj prehranjujejo, gibajo. Kaj pogledaš najprej? Prvo itak jaz kar nekako zahtevam, da damo nek uvodni sestank, v živo najrajš, ker se mi zdi, da tudi jaz tako najbolj začutim osebo.
Potem pa v bistvu preko raznih vprašanj, hitro vidim, v katerem stanju je oseba. Se pravi, če sem reče, hočem shujšati, gremo potem globje, ne? Ker na koncu v bistvu jaz dobim odgovor, ampak ta odgovor najbolj njej pomaga. Ker če bo imela stranka nek globji razlog, ki dejansko ji bo pomagal vzdrževati, pa res spremeniti celoten pristop, ker tle nisem hrana pa trening, ampak je ogromno okolica in tako naprej. Tako da potem se najprej osredotočam na to. Da dejansko vidim, da oseba najde malo bolj tak, odgovor, ker iščejo neko motivacijo, ne, ampak motivacija pride šele potem, ko ti že nekaj dosežeš. Ko nekaj dosežeš, vidiš, res mi pomaga, ne, res je nekaj koristnega. In zatem, ko pride tudi mogoče dan, ko se ti ne da ali pa ti pade volja ali karkoli, pride motivacija, ker se spomniš, ampak v bistvu mi korist, res je dober, ne. In se mi zdi to pa, da jim res predstavim pristop malo na drugačen način. To potem je pa čisto odvisen od stranke do stranke. Ene rabijo v bistvu ful bolj ta mentalni support, pa da jih v bistvu z nekim pogovorom oziroma da jim pomagam, da same sebe vidijo malo v drugačni luči. Ker prvo je to, ne. Prvo moraš ti verjeti, ker tudi včasih pride, se pogleda v ogledalo pa reče, bom zdaj grdo rekla, katera debela, ne vem, sem, tako naprej, ne. In dostikrat se tudi ne zavedajo in opozarjam tudi prek socialnih medijev, da recimo mame ali pa očetje, tudi če se doma v hecu pogovarjajo ali pa rečejo, daj nam to jela, ker sem že tako debela, da otroci zraven slišijo, ne. In je bil tudi primer, ki je rekla mi stranka, veš, da ima hčerka anoreksijo, ne. Ja, ampak se te stvari, ali pa, veš, da hodi vsak dan na vago. Ja, ampak ti si hodila, ne, to vidi. In čas mislimo, da ne slišijo, otroci se slišijo, ko smo mi zraven, ne. In tudi se ti je na začetku težko reči, pa tudi jaz zdaj, ne vem, če sem na polno zalimana, glih takrat, ko imam najmanj volje, grem v špegel se pogledati, rečem, pismo, danes dobro izgledaš, ne. In veš, tudi, ko vidim stranko, pa rečem, dej, pogledaj se v špegel, kako dobro izgledaš, mislim, ne. In takoj pride nek drug nasmeh, druga volja, ne, druga perspektiva. Se mi zdi, da to jim največ pomaga, ker tista trening pa prehrana je rutina potem, ne. Največ je mentalni del tukaj. A to, kar strankam priporočaš, tudi ti počneš? Ja, mislim, se pravi, spet odvisno od stranke do stranke, pa kje je ona, ampak jaz vem, da večinoma stvari ali pa tu, kjer sem zdaj, sem zaradi tega, ker sem šla res spreminjati vsa področja. Prehrana, itak, treningi, spanje priznam, tle najbolj šepam, ne bom rekla, da je popolno daleč od tega, tako da na tem jaz delam. Potem pa odnos, kako se pogovarja sam s sabo, okolica, v kakršni si, a ne, se pravi vseh teh 5-6 faktorjev, kaj je, tako da... Torej najslabše je sekaj, da je spanje? Pri meni, ja. Koliko spiš? Premalo. Kaj recimo, da reš spati, da vstaneš? Zdajle recimo je bilo res slabše obdobje, ker jaz temu rečem, bil je šprint, ampak zdaj gremo nazaj, ker sem organizirala še en webinar, pa potem sem neke knjižice z idej z lahkimi obroki izdala in enostavno pač po službi sem še dosti pozno zvečer za računalnikom, valjda se potem glava ne izklopi in sem čas zaspala ob 1 zjutraj, 1:30, ker sem zgledala v zrak, ob 5 je bila pa budilka, ne. Tako da in potem tudi zdaj še kakšen dan, tudi če grem prej spat, malo rabim, da zaspim, ne. Torej, to je to. Hrano imaš pa bolj urejeno? Ja, hrana je pri meni rutina, jaz sem že toliko časa v tem, da je normalno, ampak tudi za stranke rečem, pač mora biti neko ravnovesje, ne sme ti biti to obremenjevanje. Seveda na začetku, ko štartaš, so neke stvari, ki moraš pa biti malo pozoren, ker ne moreš na pamet vedeti, koliko nečesa poješ. Ja, pač pogledaš, da prideš v to, ampak potem pa rata rutina, ne? Ker edino na ta način, če se ne boš obremenjeval samo, recimo, jaz ne maram, da reče, koliko kalorij moram pojesti. Ne, daj se osredotoči, katera makrohranila, se pravi, koliko imaš beljakovin, maščob, hidratov,
tiste stvari, ki podpirajo in tako naprej. Ne seš, ti lahko 2 jurja kalorij poješ z pico pa s čokolado ali pa s konkretnimi kvalitetnimi obroki. Ne? In potem se marsikera stranka boji pojesti, ne vem, krompir pa ne vem, meso, ker je hidrat, bo pa recimo tekom dneva spila pa iz kavomata 5-6 kavic, ki pa se ne spomne, koliko je noter sladkorja pa tega, ne, zaradi mleka, laktoze in tako naprej. In v bistvu imajo ta strah, ne. Ali pa zdaj, če sem nekaj preveč pojela, pa cel dan ne. Ja, ampak telo še zmeraj določena hranila rabi, da funkcionira, ne? Da ti suporta hujšanje, od metabolizma do naših možganov, ledvic, vsega, ne. Tudi določene snovi, določeni vitamini, minerali se ne absorbirajo, če nimajo zraven še nekih zadev, ne. Pa potem regeneracije in tako naprej. Zdaj, ko se pripraviš na tekmo, je verjetno prehrana dosti bolj striktna, je tako? Ja. Daj nam primer, kako striktna je zdaj prehrana? Ne bom šel v podrobnosti, to pa sem zaradi tega, ker potem se kakšne punce rade primerjajo in tudi če so me na Instagramu vprašali, koliko česa poješ, ne želim, ker grejo potem to one vzeti to dieto, zdaj pa ona je v kratkem shujšala, jaz bom pa to. Dajmo sem reči, da seveda ni predelane hrane, ne hodim ven jest, točno določena gramaža, koliko je nečesa. Ne vem, hidrati se seveda v nekem obdobju malo zmanjšajo ali pa precej zmanjšajo, veliko več je tudi treninga, kardija in tako naprej. Je pa res, da to je spet čist druga zadeva, ker grem jaz v to, tako rekla, dodelano tudi iz vidikov, da gledam, prehransko dopolnila, se pravi, ker vem, da imam zdaj tudi recimo manj sadje in vsega tega, ne, zaradi sladkorja. Pa spet, da ne bo sadje je super, ne vzeto dobesedno, to je sam iz vidika hranil, da so potem poštimani vitamini, minerali in tako naprej. Je pa še ta zadeva, da smo malo zgrešili, kdaj dejansko je tekma, smo mislili, da je oktobra, je tudi v Pragi, ampak je pa ena druga federacija, ta je pa v bistvu že septembra. In smo zaradi tega mogli fajn zaostriti, ampak še enkrat, to je zdaj še dobrih 5 tednov in potem grem jaz lepo na normalno prehrano. Vseeno te bom vprašal, koliko obrokov pa imaš zdaj, ko se pripravljaš na tekmo? Malo je odvisen tudi, kako imam službo, ampak načeloma nekaj vmes je pač spijem shake s proteini, potem pa cirka še 3-4, odvisno. Čas dam na manj, pa jih je 5 pride, ful je odvisno, kdaj vstanem, se pravi, koliko dolg imam delovnik, ne. Tudi če sem v službi dlje časa, se malo zamotam, pa potem, ne vem, malo kasneje pojem, kakor bi sicer, ne. Ampak generalno, tako na splošno, pa kakšen dan 5, kakšen dan 6, tako no, čisto odvisen. Te obroke sama pripravljaš, oziroma načrt za to, ali ti kdo pomaga? Mislim, načeloma, kar se tiče vodenja, bolj v smislu, koliko česa imam trenerja, ampak to je bolj iz tega vidika, ker ti, ki sam sebe opazuješ, se skozi vidiš slabo, ne. Malo še nervozica dela in tako naprej in vedno pri pripravah vsak trener ima svojega trenerja, ne, ker ne gledaš racionalno, gledaš čustveno prek tega, gledaš, bom imel dosti časa ali ne bom, ne, tako da vedno za te stvari ti pove trener, toliko pa toliko imaš prehrane, toliko tega, tako da ja. Ena stvar, kar si jo prej omenila, je, da si na začetku po smrti brata imela kar nekaj teh čustvenih prenajedanj, oziroma si jedla dosti cukra, je tako. In to je en dosti pogost vzorec pri ljudeh, je tako, da dejansko uporabljajo sladkor ali pa hrano na splošno za spremembo čustvenega stanja. Kaj je tukaj tvoj nasvet, ali pa kako drugače bi ti svetuješ ljudem? Jaz takrat recimo, prvo je bilo to, no, da, mislim, malo me je že ustrašil, no, ta, ker sem nervolog, ker je takrat rekel, da tudi iz vidika epilepsije toliko hiter in toliko oziroma toliko veliki skoki inzulina gor dol za epileptike sploh ni okej. Drugo je bilo, ko sem jaz začela malo, seveda spet z denarjem povezan, računati, koliko je zapravim za sladkarije, ne. To je bilo ena stvar. In tretje je ta, da sem takoj poiskala, ko sem videla, kam gre stvar, poiskala pomoč. In vedela sem, da če bom jaz, to so bile te tekme, da če bom jaz nekoga plačala, da sem te stvari tudi držala in da ja, glavno to, rabim pomoč. To od začetka ni bilo tako lahko. To, kjer je mislila, jaz si hiter, jaz sem leta rabila, da sem
prišla čez to, ne, tudi od začetka, vem, jaz sem v polštar jokala, grizla ven, padla domače mami, ko sem prišla iz faksa, iz Portoroža, pa je mami rekla, jo, veš, je teta prinesla krem šnite, jaz sem bila čist, kaj mi to ponujaš, veš, da ne smeš. Potem je prišel en moment, ko sem rekla, ok, Tina, zdaj pa dost, sama si se odločila, da to delaš, ne rabiš jamrat, noben te ne sili, pustili, ne, in mene ne gane, če vsi okrog mene jejo zdaj. Krem šnite. Karkoli, sploh me ne gane, ne. Ker se v končni fazi kadarkoli lahko neham, ne. Noben me ne sili v to, tako da ja, jaz vsakmu rečem, če vidiš to, dej, pa sploh če vidiš, da se stvar vleče, dej si poišči pomoč, ne. Pomoč je seveda, jaz sem imela takrat srečo, ker sem imela prvega trenerja, res dobrega trenerja, ni me silil v nobene ekstreme, šli smo počasi in to je ful pomembno, ne. Ker danes ogromno punc štartajo z res ekstremnimi dietami, potem pridejo izgube menstruacije, tega, hormonsko se poruši, ne, tako da jaz moram potrkati, da sem imela res srečo, dober support, no, ampak še enkrat, to je trajalo, to je leta in leta, ni to kar po prvi tekmi, da sem bila jaz pa zdaj sproščena, ne, glede tega. Tudi to res hočem pač poudariti. Zaupati v proces, konsistenten biti, pa obdati se z ljudmi, ki te podpirajo. To je ful pomemben. Ful. Na začetku si rekla, da si pogledala kremšnito, ki jo nisi smela pojesti in ti je šlo na jok. Danes, ko pogledaš kremšnito... Nič me ne gane. Te ne gane nič. Ne. Tak nisem tak ljubitelj kremšnita, ampak takrat je bila prav tista nervoza, ampak v bistvu sploh ni to, ko kar nekaj začneš mogoče sam sebi mal smiliti in tako naprej, v bistvu pa gre sem za neke navade, ne. Je pa seveda delo, da gremim, ne. Je pa tako, no, kakera reče, ne da se, ne, to ni res, vse se da, ne, sam pač, ali pa vse sem že probal, nisi, 100% nisi, ker če ne drugega v 12 letih ti lahko pokažem 100 in 100 in 100 stran, ki jim je uspel, ne, verjetno sem nisi štartala s pravim pristopom, sem to, ne, drugo pa nisi se sama dostrdno odločila, niti to prioriteta. Ne. Ko gledaš to, kar ljudje ti govorijo, vse te omejujoča prepričanja, ki jih imajo in tako naprej, je že v štartu, da jim ne verjameš, ali kaj pravzaprav razmišljaš? Nekdo reče, joj, sem prestara, premlada, ne, to recimo, jaz dostikrat poslušam, ko nekdo reče za NLP, da so prestari, premladi, nimajo časa in tako naprej. In to, ko si reka sama, je verjetno stvar nekih prioritet? Zagotovo. Kako pomembno je odločeni osebi, da naredi neko spremembo in ne vprašanje denarja, časa, izobrazbe, ker lahko nekdo v zelo ekstremnih primerih, tako kot pri tebi, ne, naredi neko spremembo in preboj, tudi če nima idealnih pogojev. Ja, da se res... Eno je sicer tako, no, se mi zdi, da v tukih letih mi instinkt kar dober dela in lahko rečem, da po prvem sestanku pa nočem, da se sliši, da karkoli sodem, ampak hitro začutam, ali je oseba že pripravljena, pa bo res nekaj naredila, ali bo kmalu popustila. In potem tudi tekom sodelovanja, če vidim, da je konstantno to neka sabotaža sam s sabo, konstantno neki izgovori, pač vidim, ok, nisi še tam, ne. Je pa ja, zagotovo in posledica in vzorcev in navad in vsega, čeprav pri nekaterih se mi zdi, da itak tudi jaz vsako leto, ok, se imaš tudi seveda več znanja, je NLP znanje, je tudi jaz imam mentorja, imam dodatno še coache in tako naprej in seveda lažje pomagaš, ne, tudi tako, kot sem se prej pogovarjala, čas rabiš sem pravo vprašanje postaviti, da naredi osebi klik. Čas je dosti, da jaz z enimi stvarmi, pa ne, da jim karkoli vsiljujem, ker jaz rečem, ok, mnenje je nekaj, jaz hočem samo dati ti neke različne perspektive in verjamem, da potem v sebi sam ti sklik naredi, ne. Ker se veš, čas ne rabimo nekoga, da nam pametuje, ali pa dej naredi tako pa tako, kaj tako mora oseba sama do tega prideti, ne. Ko gledaš ljudi, kako hodijo, sploh mogoče v poletnem času se to še bolj opazi, opaziš nekoga, ki je zelo fit, nekoga, ki ni fit, kaj si misliš? Rečeš, tukaj je potencial zame, če bi ta prišla k meni, ali pa če bi ta prišel k meni, bi ga znala izklesati. A opazuješ tako ljudi glede na videz? Ker to je ena stvar, s čimer se ti skozi ukvarjaš. Ne, to na ta način zagotovo ne, ali pa da bi imela kakršnekoli, ne vem, zaradi tega predsodke, ali pa da bi na način, jole, kaka je,
prej mi kdaj pade misel, mlada si še, ful ti prvoščam, ali pa tako čas, da ti pride mimo, ne, da ti direkt gledaš, si mislim, ko bi pošiljam tej osebi zdaj nek dober vibe, ljubezen, karkoli, upam, da bo najdla, ne vem, pomoč, pa ne izvidi, lahko se ona čist dobro počuti, ampak pa ne zaradi videza, ampak sem tisk, ki vidim, mlada je še, lahko še ful naredi, ne vem, ful več bo imela energije, ne. Prej mogoče me kdaj ta poklicna deformacija, ki nočem, da je po eni strani, ampak priznam, tudi jaz sem človek, da včasih, ko vidim recimo v trgovini družino, kjer je recimo mama prekomerno težka, oče prekomerno težek in tudi otroci in potem avtomatsko, na blagajni, pač tam si, priznam, pogledaš in je na primer res nič od ene kvalitetne hrane, ne. To me mogoče malo stisne, ne, saj vsak po svoje naredi, kakor je v njegovi najboljši moči, zagotovo, mogoče imam sem ker je pri otrocih stanje katastrofalno, ne, ko smo bili mi v šoli, je bil mogoče en prekomerno težek, ne, danes sta dva fit, pa še te dva sta čudna, če sta fit, ne, in greš na bazen in je res porazno, ne, in je pa dejstvo, da tudi pri strankah vidim, koliko se to prenaša, če so starši fizično aktivni, pa če normalno, da v redu jejo, kakor tako, ne, koliko se to potem pozna pri otrocih. Nerealna razlika, ne? Res ful velika razlika. Pred časom sem bil v ZDA, v Ameriki in sem šel v večji supermarket in sem hodil, tu so res še malo večji kot pri nas, da sem našel en majhen kotiček, ker je bilo nekaj sveže sadja, zelenjave, ne? Dajmo hoče reči, kaj so tiste stvari, ki že ti takoj v štartu rečeš, tu ni v redu, tu ni tista prava hrana. Ko si reka prej, da vidiš v vozičku, da mi nekaj produktov vseeno naštej, ki jih vidiš v vozičku in mi reka, to vam ne koristi, ne bo rajš kaj drugega. Kaj recimo, so primeri? Procesirana, predelana hrana, se pravi, ogromno je tega recimo tudi zmot, primer, če rečemo, poudarjam, dovolj beljakovin za začetek in tako naprej, se pravi, suhomesnati izdelki, hrenovke, paštete, te zadeve. Potem razne jedi vnaprej pripravljene, pa kar se seveda tiče cvrtja. Preveč smo itak, vse imamo na dosegu rok, ne, zašli smo iz tistega, ko smo včasih jedli normalno, krompir, testenine, karkoli že, riž, razne obare, meso, se pravi, da je, ne vem, piščanec, puran, govedina, pa govorim ne mastno, se pravi ne, ali pa da ni zdaj glih, ne vem, sama svinina, same te stvari na meniju, več sadja, več zelenjave, oboje, se pravi pač vračati se k čim bolj osnovnim živilom. Sam to. Sej ni problem, če ti poješ daj sladoled, ni problem, če ti poješ daj kakšen rogljiček, ne, je pa, če imaš ti recimo kdaj, ko pridejo, ne vem, na prehranski coaching, pa je recimo zjutraj sem kava, pol v službi še ena kava, pa 2 rogljička, pa reče, se nič tazga, napojem 2 rogljička, pa pol pri kosilu, ne vem, neki malga si vzeme, na zvečer pa še se usede pred TV, pa mal gricka in to je to, ne. In v bistvu ni sploh normalnega, konkretnega obroka. Mu pa rečeš, dej pojej, ne vem, naredi si 2 pečena jajčka, toast, karkoli že, to pa redi, ne. Kruh pa redi, a veš, ne, ni pa problem v enem rogljičku. Se pravi, manj te procesirane, pa že veliko več bi naredili ljudje, če... ali pa naprimer taki mali heki, nimajo občutka, ko recimo delajo z oljem. Vse olivno olje je super zdravo, bučno, ampak ko ti narediš takole, lahko daš na solato 400 kalorij, ne, ali pa 100, ali pa 50, ne. Se pravi, ta občutek recimo in dosti manjka, potem pri marsikateri, če zdaj gledam iz prakse, siri, to jih ful vnesejo, seveda sir je vseeno maščoba, ne, pak vidijo, ne, se to ima beljakovine, ne, ima tudi veliko maščob, ne, in pač, če se pretirava, druga zadeva je, da pa ta skrajnost, da če je ena stvar tretirana kot zdrava, se lahko pa neomejeno poje, pa naj bo to, se pravim, neki pač mlečni neki izdelek recimo, ali pa sadje, ali pa oreščki so ena taka zadeva, ne, ti grickaš, nimaš pa občutka, koliko na koncu. Si pa pol še vedno lačen. Sploh, če ni zraven neki beljakovin, ne, ki te pač malo bolj nasiti. To je tvoj nasvet, da ni hrane na tem planetu, ki jo lahko neomejeno ješ. Ja, zagotovo pač se vsaka stvar ima, a veš, se tudi zelenjave je lahko preveč, če
tudi vlaknine te napihnejo in tako naprej, ne. Tudi sadje je lahko preveč, zdaj, po kjer rekel sadje, seveda ni, saj nobeno živilo samo po sebi ne redi, če nisi ti konec dneva v plusu z kalorijam, ne. Ampak tudi, da je sam sladkor ali pa še za nekoga, ki mogoče je bolj občutljiv na recimo ogljikove hidrate ali pa ima kakšne težave z inzulinom in tako naprej. Skratka, to ne. Nobena hrana ni pa nobeno živilo samo po sebi redi, ne. Ali pa klasika rečejo, nehal sem jesti kruh, nehala sem jesti testenine, pa sem shujšala. Ne, en toast ima 10 hidratov, to je 40 kalorij, cca. Ni problem v tistem kosu kruha, ampak je gor problem pol majoneza, suha salama, isto pa pri testeninah, ne. Lahko narediš neko boloneso omako, z mesom lahko pa narediš smetanov preliv, sirni preliv, ne. In je razlika v kalorijah precejšna, ne. Ti, ko hodiš, prej sem dal primerjavo v Ameriki, v Sloveniji je dosti podobno, sicer tam se mi je zdel res velik ekstrem, ker sem toliko prehodil, da sem sploh prišel do majhnega kotička, v Sloveniji je dosti podobno, tudi v naših trgovinah je večji del hrane procesirana hrana. Ja. Ti, kar reš mimo, se mirno sprehodiš, te nič ne povleče, kakšna reklama, da bom dala kaj noter. Zdaj govoriva o tekmi je mogoče večji ekstrem, ne? Potem, ko končaš tekmo. Jaz recimo, jaz ful rada jem in jaz drugače v osnovi ogromno pojem. Če jaz pogledam za nazaj, sem imela partnera, karkoli, jaz sem vedno več pojedla, kot vsi. Še na faksu, ko smo šli jesti, na bone, vem, da je kakšen sošolc ni mogel pojesti, pa so rekli, se bo Tina pojedla. Tako da jaz dejansko ogromno pojem. In seveda še vedno imam rada sladko, sam so pa določene stvari, ki mi daleč od tega, enostavno mi jih telo spošče kaj bolj masno, recimo včasih sem oboževala tiramisu, danes mi zaradi mascarpona naredim 2 žlici, pa mi ne naredi več okej, ne. Je pa res, da sem se navadila, kar je meni tudi pomagalo, naprimer in tudi kakšnim strankam svetujem, če veš, da imaš rad, ne vem, čokolado, daj ne vzeti ta velike milke, vzem si nekaj malega. In tudi jaz vem, da če bom kupila banco sladoleda, bo pač banca sladoleda šla. Si pač bom rajš vzela eno, pač ne vem, karkoli že, ne. Tako da nikoli ne kupujem na zalogo, če mi zapaše, pač pojem, se ne obremenjujem, ker daleč od tega, ne. Tista ena čokoladica ali pa en sladoled ne bo zaradi tega nič slabšega naredil, ne. Imamo še 6 dni dodatnih v tednu, ne, pa še ostale obroke. Seveda pa itak malo ti oči padejo, tudi meni, no. Tudi meni. Tako, ko se pogovarjam s tabo, imam občutek, da zdaj si vse rešila v življenju. Da zdaj je to, da si rešila odnos domač, tako razumete prav dobro, da te domači zdaj pohvalijo, da posel laufa. Ima Tina zdaj še kakšne izzive v življenju? Ne, doma ni tega, da bi bila pohvala ali pa daleč od tega, tudi še vedno, samo jaz sem to spustila, da me to več ne trigira, no, ali pa da se ne kregam, zapletam več v to. Saj vsak dan neki, glih to poletje sem rekla, da grem čez same take stvari, ki so mi čisto izven cone obdobja. Tudi ta webinar, pa kljub temu, da tu delam že 12 let, ampak mi je bilo drugače tle noter tako stresno. In še ena stranka, ki je bila tudi prisotna, je rekla, ti tako predavaš, kada ti je tu čisto nekaj normalnega. Sem si mislila, kako ti vedela, kako sem je švicala stari na tistem stolu, meni je bilo grozo, ne. In še vedno, kljub da sem veliko bolj samozavestna, verjamem vase, se znam pohvaliti, tudi recimo, ko sem to knjižico z obroki vzela, sem tako, da bo šlo, ali ne, se tega je že ful, ne, pa pol si rečem, pismo sej, z dobrim namenom dam ven, ziher sem komu bo koristil, pa je bil ful dober odziv, hvala Bogu, ne. In potem, zdaj sem letos bukirala si let na Bali, da grem sama gor in zame je bilo to pa mislim, da največji preskok, ker se pravim, jaz lani sem šla prvič sama na kavo v center Ljubljane s tako anksioznostjo pa tesnobo, da ne znam povedati. Tako da jaz še vedno fajtam, to ni, ne, sam je res, da se res trudim vsak dan. Mislim, zdaj vem, kaj meni pomaga, katera tehnika meni odgovarja, pa res probam, ko vidim, da sem na eni točki, tudi kaj je bilo nekaj v zvezi s poslom, sem videla, zdaj sem se jaz malo ustavila, ampak nekaj moram narediti, ne, sploh v trenerstvu, pa ko imaš SP, so paci vzponi, ne, so tle tudi sezonsko delo in se reka, ne, rabim pomoč, da te stvari spremenim, ne, tako da meni pomaga to, da pač, ko vidim, da nekaj ne gre, da si najdem
nek pomoč, support, kakorkoli že, ampak daleč od tega, ne. Tudi če govori, še vedno se borbaš z ogromnimi. Tudi nekaj eni pravijo, ja, predelaš vzorce in to je to. Ali pa da grejo ven iz tebe. Neka stvari, ki jih ti sploh tam do 5., 4. leta se ti usidrajo otroku noter. 1 leto, 2 leti, ki si niti ne zavedaš, ne. In če ti toliko let živiš v nečem, pač to postane del tebe. Ampak je pa, kar pa lahko narediš, je pa, da potem tako pride do tazga momenta, zavestiš, ok, zdaj, kol je tista Tina bi tako odreagirala, ampak jaz zdaj vem, bom drugače. Ne, se pravi, da probaš malo spustiti. Povej mi, kaj je to, kar si rekel prej, da ti je bilo težko iti sama na kavo v centru Ljubljane. Kaj je pri temu težkega bilo? Še nikoli nisi šla sama na kavo? Ne, veš kaj, jaz sem to povezvala takrat, recimo, ko smo prekinali odnos s partnerjem, tudi če so bila že narazen, se še vedno skupaj hodila na dopust, ker je pač lažje, ne, zakaj bi šel sam, ok, bomo že, ne, to pa ni ok za nek odnos, ki bi se mogel prekiniti, recimo, ne, in izhajale po mojem vse iz tega, da ne samo zavest, da ne vem, čudno me bodo gledali, zdaj bodo pomislili, ta je pa sama, ne more nekoga imeti. In tudi za potovanje, ne, je bilo tako, zdaj sem pa sama, ne vem, vse prijateljice, mojo družino, kam ne grem pa jaz, ne, se lahko greš, nima veze, ne, da se. In tako da v bistvu je bil to po mojem nek vzorc, malo se greš smilt sam v sebi, malo ti je nenavadno, malo pa v bistvu si nemal. V veliki večini si naš vedno napleta neke zgodbice ali pa sploh, če ti je nekaj neprijetnega, bo rekel, ja, daj, raj ostane, veš, to je težko, ne. To je rajš ne, ker doma ti bo lažje, veš. Ne. Tako da je krasen pripovedovalec zgodb. Torej, ko si šla na kavo, takrat si vse te scenarije, o katerih zdaj govoriš, predstavljala in zato si imela nek občutek anksioznosti? V bistvu predtem, predtem pa doskrat sem odlašala, pa tako malo. Tisti dan, ko sem pa šla, sem bila pa ok, ker sem se že tukaj naprej pripravila. Tudi recimo, vse podobno je, jaz probam ful stvari, meni pomaga vizualizacija, afirmacije, ful. Ogromno. In tudi recimo tekme, kadar so mene, ni nič strah, da jaz sebe predstavljam na tekmi, kad ja pridem, je nekaj normalnega, ne. Tako da v bistvu ta del mi ful pomaga, ne. Ne vem, če se spomniš, ampak jaz sem tebi, mislim, da takrat, ko smo imeli, rekla, Aleksander, jaz bom pa enkrat pri tebi nekaj povedala, predavala. In jaz sem si takrat, no zdaj lahko povem, kaj imam, jaz mislim, da sem tokrat predavala po Tušem, kako govorimo o prehrani in potem je bilo čez par mesecev, ko si me povabil za sodelovanje, da sem v bistvu na skupinah povedala. Ampak jaz sem še ta govor milijonkrat čez, jaz sem, ne vem, res probam začutiti ful in to mi ful pomaga in tudi strankam rečem, daj probaj se v ta feeling, ki boš ponosna na se, že zdaj si lahko, ampak začuti ta veselje do vsega tega, ne. Tako da meni to pomaga, jaz imam ogromno pogovorov pod Tušom, tako da če kaj sosedje v Suši smisel, ta bo naštudirala knjigo, ampak mi pomaga, no, ker se mi zdi, da nekaj toliko verjameš ali pa sebe vidiš v nečem, enostavno ne prevlačeš drugih stvari. Ne boš šel v drugo smer, ker ti je glava naravnana na to, no. Torej, greš ti pod Tuš, že imaš scenarij, kaj boš predavala, nekaj, kar še ni zgodilo. Ja, ful velikrat. Pač enostavno vse, kako bo, kakšen feedback bom dobila. In isto je bilo za webinar, recimo, ne. In meni tudi ful pomaga, da si pišem, ko da so se stvari že zgodile, ali pa kakor da nekomu razlagam, to, no, ker se mi zdi, da mi tudi to, da potem meni mal boost, mal samozavesti, pa itak, če v začetku ne verjameš vase, ali pa saj, ne, tudi tako, jaz rečem, tudi zato moraš imeti pogum, fake it till you make it, ne. Tudi pogum, da kdaj rečeš nekaj, kar ti zdi tole, no, šel čez, pa rečem, da bom, ne. Jaz rečem, da bom pri 90 delala činape pa polape. Mi kakšna kolegica smeje, ne, ma bom. Pač, nek že, če ne bodo pa drug pomagali me dvigant, ne. Ampak na ta način, sam spet, nočem, da izpade, da vse vem, pa daleč od tega, ful borbam še in še ogromno stvari je za predelati, za premagati, sam
Ja, probam pa čim več delati v tej smeri. Ne? Pa hvala Bogu za ljudi, ki si ti in ostali, ki ste že dlje časa v tem, da pomagajo. No? Reka si, da boš delala pull-upe, ko boš 90 stara. Koliko jih narediš zdaj? To me samo zanima mene, tehnično. Ne vem, nisem že caj delala, ampak odvisno, koliko kil imam. Prej, ko sem delala malo na mišični masi, se pozna par kil več. Ne vem, 15, 20, čisto odvisen. Se to je tudi praksa. Bravo. Veš, če delaš vsak dan, je nekaj lahko manj, tako da čisto odvisen. Bravo. Torej, ti priporočaš eno zanimivo tehniko, da ko gre človek po tuš, da tam ne govori to, kar bi rad, da se mu resniči. Lahko tudi v avto. Tudi v avto, ja. In s tem afirmira ali pa Ja. na nek način sprogramira svoj um. Prej si rekla, da si, ko opazuješ recimo pare, ki imajo družine, pa to, pa zaradi tega ti tudi neprijetno hoče biti sama na kavi ali pa iti na izlet. Kaj delaš pa recimo za to področje? Torej, da boš Zdaj mi ni več. Zdaj mi Zdaj ni ti ni več. več, Ja, jaz trenutno v obdobju, ko uživam biti tudi kdaj sama s sabo, uživam iti v naravo, pod nek slab, v mrzlo vodo, zdaj nič več. No. Pač, zdaj prej probam ceniti te trenutke, ko sem lahko mal in tudi recimo Bali je bil zaradi tega taka izbira, ker se mi zdi, da je tak plac, da mal za zdravje sebe. No. Tako da zdaj nič več, sem dala te stvari čez. Mi paše, no, dejansko, ker se mi zdi, da tudi to je ful velika zmaga, da znaš biti sam s sabo, da si pomeren sam s sabo. In tudi, če nekdo reče, ne vem, kaj si želiš v življenju, a je tu sreča ali kaj ne. Glavno mi je mirnost. Mirnost pa, da lahko delam to, v čemer uživam. Ker pa, če je mirnost, pride zraven in ne vem, zadovoljstvo sam s sabo, ko si ti zadovoljen, se mi zdi, da tudi take ljudi prevlačaš v svoje življenje. Tako da to mi je glavno. Recimo, če bi spet uporabljala to isto tehniko tuša, bi šla po tuš, če bi recimo v nekem trenutku se odločila, da bi želela družino, bi šla po tuš in bi isto tam govorila, tako ko govoriš za kariero? Ali... Sej ni, da zmeri to delam po tušu. Aha, ni skozi. Včasih recimo, ne vem, ko imam čas, pa tako, no, ful več delam na dihanju, da se probam umiriti, se pravi, da si vzamem 10 minut na dan, zaprem oči in probam se dati v neke situacije. Tako, no, tako da ni zmeraj potušal, ne da nekdo. In ne glede na to, ja, naj bo to partnerstvo, naj bo to družina, naj bo to tekma, naredim cel v bistvu sliko, ne vem, kako grem na oder in tako naprej, ali pa kakšne občutke želim doživeti in pa dati partnerju, recimo v tem smislu, ne. Tu se mi zdi, da dejansko pomaga. Ne se mi zdi, meni zagotovo pač. Moš pač tako še nekaj verjeti, ampak fokus imaš pač druge, no. Sej najslabše, če greš pa v vlogo žrtve, ne. To ti ne koristi na dolgi rok, sigurno ne, mogoče v tistem kratkem, da se ti boljš počutiš, ker si najdeš neki izgovor, zakaj ne bi nekaj naredil, ne, ampak na dolgi rok pa zagotovo ne. Torej, nekoč si želiš imeti družino? Ja, zagotovo, no, mislim, lej. Zagotovo ne bi bila glih do 90 leta sama, ne. Torej, tudi otroke? Verjetno, ja. Ko mislim, da itak začutiš, če me zdaj vprašaš, ne morem vedeti, ne, čas pravim, da to, kad slišim neko jamranje iz strani strank, seveda si ti tudi malo tam psihologa, kaj se dogaja, ne, da sem častko, jaz ne vem, če bom tole poslušala. Da še ne da te malo odbije, ne, pa sestra glih mi neki jamra, sem reka, no, Irena, vidiš, zakaj si ne želim otrok, ne, reka, ne, si zdaj razumem, ja, ne, ampak pač to je itak stvar partnerstva, kak pa kaj, tako da to potem vidiš, ni pa, da sem 100% želim ali pa 100% ne želim, nič od tega, ne. Ne, ker zanima me samo to, ne zanima me to, če recimo bom jaz enkrat stal za tabo v vrsti, ne, in ti boš imela tam partnerja, pa otroke, ne, pa vsi boste fit, me zanima, kaj bo v tvojem vozičku. Kaj boš ti dala noter? Ker recimo otroka predvidevam, da boš imela rada, ne, in boš dala to, kar misliš, da ne boš za tega otroka. Škaj, balance, po mojem bo tako, ko ne bo problem iti skupno sladoled, ne bo pa problem normalno pojest, kaj pač sej, veš, kaj reče, naš to ne marajo. Sej ni 2-letnik, 3-letnik ne gre samo v špar, ne. Mislim,
Je tisto, kar mu ponudiš, kar mu daš, ja, eni so malo bolj zbirčni, eni ne. Nočem delati krivice, ker zdaj le vem, da se je kdo pojavil, pa je rekel, ka boš mama, pa boš videla, ne. Ja, je res, bom takrat videla, ampak hočem pa še zmeraj reči, ne, da še zmeraj je starš tisti, ne, ki privzgoji neke navade. Vseeno me zanima, ker prej si rekel, da te je malo, pač, da začutiš neko, ne vem, kaj že točno, ko vidiš nekoga, ki ima preveč kilogramov, pa otroci imajo preveč kilogramov in vidiš voziček in vidiš, da tisto, kar je noter, spodbuja več kilogramov, v čem bo tvoj voziček drugačen? Oprosti, ker te tako sprašujem. Ne, nič problem, ampak če tako zdaj pogledam, kupovala bi stvari, ki jih kupujem za sebe. Meso, zelenjava, sadje, pač čist klasična živila, verjetno bi tudi več kakšne sladice malo bolj na zdravo varianto doma delala, ne vem, si že cheesecake je super ali pa kakšna tortica, pa se malo prilagodiš, sestavine pa je. Če bo on pojedel normalno tortico enkrat na teden, ne bo nič narobe, ne. Ker spet neko agresivno, ne smeš tega, ne smeš šunga, ne smeš, bo pa nekam drugam prišel, bo pa vse vase zmetal, ne. Bolj na ta način, da upam, da bom znala otroku dati vedeti, da je okej in eno in drugo, ampak da pač probamo 3/4 nekaj normalno pojesti, ne, ostalo pa nič problem. Sej, tudi mi smo vse sorte jedli, sam je razlika, sej največja razlika je to, da se zdaj premalo giba. Mi smo tudi jedli sladko, okej, nismo kupovali, niso pač mami, ati kupovala non-stop, ampak smo tudi, seveda, da smo, ampak ogromno smo migali, ogromno smo gibali. In to je potem, ne, se otrok itak več rabi miga skozi šport, tako karkoli že. Sam danes je pa tega ful manj. Danes je tega manj, danes že tudi recimo, ne vem, mobilnost otrok, koordinacija je porazna, ne. In to je potem bolj ta težava. To tvoji otroci se bodo dosti gibali. Jaz upam. Bom se potrudila. Lej, sej itak življenje nanese, nikoli ne veš, kaj bo. Lahko sem zdaj pametna, pa me boš videl čez par let, pa še kala ti, na kaj imaš to v hladilniku, ne? Pa me boš srečal glih tisti dan, ko bom najbolj zmatrana, pa bom rekla, danes bomo pa eno pico jedli tamle, pa tole boste imeli, ne vem, tortiljo in to recimo, ne, ampak se veš. Pol realnost je seveda, vsak dela po svojih najboljših močeh. Tako, no. Greva žena v fitness, vidim, da ona rajš dela noge in jaz rajš delam roke. Je to kakšen vzorec, da moški rajš delajo zgornji del telesa, ženske spodnji? Ja, ker se povezuje, veš, močne roke, se povezuje z neko moškostjo, a ne. Ženske pa seveda lepo oblikovane noge, zadnica. Se veš, a si v srednji šoli pogledal kakšno ali pa, ne vem, ko si bil na faksu prvo, kjer biceps ima? Hvama dobre rame. A verjetno ne, veš, tako da imaš odgovor na dlani, ne? Ti imaš na bicepsu, sem videl, nek tatu? Ja. Kaj si tam dala noter? Tu pa piše Too beautiful for earth, se pravi predober, prelep za zemljo, pa črka je, to je bila za brata. Lepo. To pa malo po. In da sem rekla takrat mami, veš, tatu se bom dala. Ne, kaj ti pa je? In pa rečem, veš, tak pa tak je. To pa lepo. Ok, vedela na meni. To je bilo sporočilo za brata? To si tako malo po smrti? Je, mislim, da je ne 2 leti po smrti, ja. Ali pa leto pa pol po smrti, ja. Tako da vem, da je zdaj na lepšem, mirnejšem kraju, verjamem. Tako da sem potolažena iz tega vidika. Deva mogoče še tvoji cilji. Zdaj imava cilj, si reka, za naprej tekma. Kaj imaš cilj za tekmo? Sam, da uspem do konca zdržati, mislim, se bom pač po planu iti, tudi ko je nisem obremenjena, sploh, ker če bom recimo videla, da bo zmanjkal čas za tisto optimalno formo, ne bom šla, ker kot prvo tekma je kar precej finančen zalogaj in zdaj sem zaradi tega, da pridem tja, pa se postavim na oder, ker hotela sem v bistvu jaz videti, koliko sem naredila napredka v, ne vem, zadnjih 2 letih, ko nisem tekmovala. Šla bom do konca, probala pač vse, kar je v moji moči, potem pa itak, če bo optimalna forma, bom šla, če ne. Tako da ja, cilj je, da speljem stvari tako kot treba. To je, kar se tekme tiče.
Torej, ti moraš plačati, da lahko tekmuješ. Ja, prijavnina pri tej tekmi je 250 evrov plus še 40 evrov za nek kartonček, da dobiš, pravi, da si ti 2 minuti na odru. In Pa še prevoz, nastanitev tam in tako naprej, vse ne. absolutno. In tukaj imaš cilj, da boš imela v bistvu konsistentnost do konca, si rekla. In niti ni toliko važno, da ali si prva, druga, tretja, niti toliko Ne, to ker pomeni. je dosti je tudi, dajmo temu reči, da v tem športu seveda je zelo malo, ki jih tekmujejo natur, se pravi brez nekih dodatkov, in vem, da potem se zna zgoditi, da si v neki vrsti za sotekmovalki, ki imajo rahle pomoči do neke forme, ampak nič se s tem ne obremenjujem, ker lahko je pa pač, ne vem, tvoja struktura boljša, separacija drugačna, ne vem, lepša simetrija telesa, kakorkoli že, ne. Tako da seveda bi bil dobra uvrstitev, pika na i, mi je pa glavno, da ja, ko jaz postavim sliko zadnje tekme, pa te tekme, da jaz vidim, sej že vem, da je napredek bil, no, se to se je že vmes videl, ampak ja, da dam to kljukico čez. Bravo, To je za dušo malo. za dušo, ne. Kaj pa ostali cilji, ki jih imaš? Še kakšen drug cilj, ki bi rad delila z nami? Prvo je to, no, da nadaljujem v tem tempu, kar se tiče posla. Drugo je seveda to, kar sem bo Bali in to, kar želim ali pa pričakujem, da to kljukico dam čez. Sicer zdaj karta je že plačana, tako da pač gremo. Potem so pa taki malo večji cilji, vizija, kakorkoli že, pa od januarja naprej, ampak to bom pa zaenkrat še iz vidika posla. Iz vidika posla. Pa mogoče še ena taka, kar je, da probam vsaj 1 uro na teden posvetiti sam sebi. No, to je še ena moja malo taka šibkost, da če me vprašaš, kaj pa narediš v celem tednu za sebe, pustimo trening, ne, da sem malo tiho tam, tako da to je še nekaj, na čemer probam delati, da naredim nekaj za dušo. Ne vem, če je to ples, če je to karkoli že. Bravo. Je kakšno vprašanje, ki sem tega mogoče pozabil postaviti? Ne, jaz mislim, da ne, tako veliko govorim. Ne, v osnovi mislim, da je tudi to, no. Bravo. To. Deva zaključek narediti tako, da dava nek nasvet vsem, ki nas danes posluša. Kaj bi bil tvoj nasvet za veliko smo govorili o hrani, o nekih rutinah, navadah, na splošno življenju. Kaj bi bil tvoj nasvet za vse poslušalce, gledalce, gledalke? Nasvet ali pa sporočilo je, eno je to, da naj res opustijo, da se primerjajo s komerkoli, naj bo to v službi, v partnerstvu, v odnosih, pri prehrani, pri napredku. Druga stvar je, da ne pričakujejo, da bo okolica vedno podpirala, ploskala za vsako njihovo dejanje, se pravi, naj neke stvari, ki se jih bodo lotili, res delajo oziroma se jih lotijo zaradi tega, ker oni želijo, ker njih tle not osreč in da nima veze, kaj kdorkoli reče, ampak če so tle noter mirni, pa z nekim dobrim občutkom, ki te stvari počnejo, naj grejo v to. Tretje, no, evo, da ne res vsak padec ali pa kar jim ne uspe, naj sem gledajo na to kot nek zelo dober pokazatelj, kaj lahko naredijo boljš, kot na neko šolo, ne na nekaj slabega, ker ne imajo samo v glavi. To pomeni, da naslednjič lahko naredila ful boljš. Hvala Bogu, da me je življenje zdajle opozoril na to, pa malo več lepih misli pa samogovora do sebe. To je glavno. Bravo. Tina Blažič, čestitam za prehojeno pot. Hvala. Mi je bilo v čast in veselje, da si bila ponovno z nami. Zdaj veseljem. te imamo na številnih naših dogodkih. Z veseljem. Še kdaj. In veliko uspehov še naprej. Hvala in enako seveda se še vidva. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste dobili
čudovita orodja, s katerimi lahko spreminjate sebe, s katerimi lahko spreminjate svoj notranji svet in pomagate drugim. Naročite se na ta podcast oziroma naročite se na naš kanal, kajti s tem pridobite priložnost, možnost, da ste med prvimi, ki bodo obveščeni takrat, ko bo nova epizoda, takrat, ko bo novo znanje, nove vsebine na voljo na našem kanalu.